Napis na spominski plošči, pred katero stojimo in jo je leta 2014 v čas slovenskim žrtvam vseh treh totalitarnih režimov odkril takratni ameriški veleposlanik gospod Joseph Mussolini, nagovarja številne mimoidoče, ki se čisto slučajno, z radovednostjo ali z določenim namenom ustavijo na tem mestu. Govori o preteklosti, ko so trije totalitarizmi teptali dostojanstvo slovenskega človeka, o svetlobi boja njenih osamosvojiteljev in o potrebnem pogumu in sočutju, ki ga potrebujemo za danes in za jutri. Vabim direktorico študijskega centra za narodno spravo, dr. Andrejo Valic-Zver in namestnika ameriškega veleposlanika, gospoda Gautam Rano, da pred spominsko ploščo položita cvetje. Tudi letos je spominski šopek poklonil gospod Keith Miles, častni predsednik britansko-slovenskega društva. I kindly ask Dr. Andrea Valic-Zver, Director of the Study Center for National Reconciliation, and Mr. Gautam Rana, Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy, to lay the flowers. V kratkem nagovoru vabim direktorico študijskega centra za narodno spravo, dr. Andrejo Valic-Zver. Hvala lepa in dragi prijateljice in prijatelji, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani namestnik veleposlanika Združenih držav Amerike, gospod Gautam Rana, spoštovani poslanki Evropskega parlamenta, poslanci Državnega zbora, dragi visoki gostje, predstavniki ambasad, lepo pozdravljeni. Torej, letos se že četrtič zbiramo pred tole spominsko ploščo, kot je dejala kolegica Jelka, v spomin in v počastitev vseh žrtev, vseh totalitarnih režimov, torej fašizma, nacionalnega socializma in komunizma, ki so pustošili po slovenskem ozemlju v 20. stoletju. Ravno tako napis na tej plošči časti ljudi, ki so se borili za osamosvojitev Slovenije, ljudi, ki si vsakodnevno prizadevajo za spravo v slovenskem narodu, ki je še kako potrebna. In zato, da smo lahko danes tukaj pred to ploščo, se seveda zahvaljujem Združenim državam Amerike kot zibelki svobode, zibelki demokracije in človekovega dostojanstva, spoštovanja človekovih pravic. To so vrednote, za katere si prizadevamo tudi v Evropi in v Sloveniji in v vsem svobodnem svetu. In spravni proces je en pomemben proces, ki je nujno potreben za to, da se v državi uveljavi in utrdi demokracija. Torej demokracija, ki jo danes, hvala Bogu, živimo, pa je nažalost vsakodnevno ogrožena zaradi različnih razlogov. Nenazadnje nas zadnji teroristični napadi zelo kruto spominjajo na to dejstvo, zato demokracijo si moramo prizadevati vsakodnevno, se zanjo boriti in jo utrjevati. In zato si želim še enkrat to, kar na študijskem centru za narodno spravo poudarjamo že vsa leta, torej že 9 let organiziramo to slovesnost ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov na temelju Evropske resolucije iz leta 2009. Želim si, da bi politika, zlasti levi pol slovenske politike, zmogla toliko moči, da bi končno vendarle v parlamentu sprejela tisto znamenito Evropsko resolucijo iz leta 2009. Ta resolucija temelji na trpljenju žrtve, žrtev, ki je izgubila človekovo dostojanstvo, in za to gre. Želim si, da bi bili končno pokopani naši mrtvi. To so vsi naši mrtvi, ki nimajo imena. Želim si, da bi, kjer je to možno, bili identificirani in da bi bil njihov spomin pietetno počaščen. Želim si, da bi končno v Sloveniji tudi začela delovati pravna država, kajti pravosodje je pomemben člen v spravnem procesu. In prav tako si želim, da bi vsi mi stremeli k resnici, pravici in spravi.
in hvala lepa za to, da ste prišli sem. Hvala lepa, ker nas podpirate, ker nas spremljate. Vabim vas tudi k spominski maši ob 6:30 v Ljubljansko stolnico. In še enkrat, za spravo si moramo prizadevati vsi, vsak posebej in vsi skupaj. Hvala lepa. Dobar dan. It is an honor to be with you here today to commemorate the European Day of Remembrance for victims of totalitarian and authoritarian regimes. As you know, on this day in 1939, Nazi Germany and the Soviet Union signed the Molotov-Ribbentrop Pact, which resulted in the deaths of millions of people, including many Slovenes. During the 20th century, Slovenes, as well as many others across the globe, suffered under the yoke of fascist, Nazi, and communist oppression. We gather here today to honor and grieve for all those who sought peace and could not avoid war. In the words of the late Jewish American Holocaust survivor and Nobel Peace Prize winner Elie Wiesel, for the dead and the living, we must bear witness. As we recall those who suffered and died under totalitarian repression, I'm reminded of the words of one of our greatest American presidents, Abraham Lincoln. In mourning those who lost their lives, Lincoln said it was the responsibility of the living to pursue the unfinished business of those who gave their lives for freedom. Together, let us remember and honor those who defended peace and reconciliation, past and present. Let us celebrate those who fought for and continue to fight to preserve Slovenia's independence and identity, as well as the courage, compassion, and decency of the Slovenian people. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, s tem smo zaključili program pri spominski plošči. Vabim vas, da se ob 18:30 zberemo v stolnici Svetega Nikolaja, kjer bo maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo kratka akadomija, ki jo pripravlja vojaški vikariat Slovenske vojske in osrednji nagovor čestnika, esejista in prevajalca dr. Braneta Senegačnika. Prisrčno vabljeni. Spoštovani so navzoči, dragi bratje in sestre v Kristusu. Danes zvečer darujemo v naši svetovni cerkvi sveto mašo prav poseben namen za žrtve zločinskih režimov. Danes je namreč Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na današnji dan zaradi tega, ker je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan je bil namreč leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. Posledice zletja teh dveh zločinskih totalitarizmov in vsakega posebej so bili na desetine milijonov umorjenih ljudi in neizmerno trpljenje preživelih in mučenih ter ustrahovanih ljudi. Kaj so ti satanski režimi povzročili človeštvu? Treblinko, Auschwitz, sibirske gulage in holodomor v Ukrajini, Bonars, Rab in pri nas Teharje, Vrdrenk, Rok, Hudojano in še mnoge druge kraje trpljenja. V narode so vstekali rane, ki še vedno krvavijo in še vedno bolijo. Bratje in sestre, lahko pa smo hvaležni za možnost, da nas spomin in bolečino postavimo na daritveni oltar pred Boga. V ponižni molitvi želimo prositi Gospoda za usmiljenje, za pomoč v vseh medčloveških odnosih in
za blagoslov ljudem v naši družbi. Brez molitve in prošnje k Bogu bi bile naše zgolj človeške misli zelo krhke in nemočne. Z molitvijo in sveto mašo pa postavljamo pred vsemogočnega Boga, stvarnika nebes in zemlje, stvarnika vseh ljudi, dobrih in slabih, na naš spomin in vso našo situacijo. Pred Gospoda lahko položimo bolečino, jezo, obtožbe, nerazumevanje situacij, nemočne dolžnih, sovraštvo zločincev, ujetost in nemoč krvnikov, hrepenenje, sodbe, pravične in nepravične situacije, neodgovorjena vprašanja. Zakaj je Bog to dopustil? In vse, kar nam leži na duši ob spominu na dogajanja v totalitarnih in totalitarnih režimih. Vemo, da je za ta občutja in neodgovorjena vprašanja vsemogočni Bog, dobri oče in pravični sodnik, pravi in zadnji naslov. Zakaj je Bog to dopustil? Zakaj se še danes dogajajo krivice in zlog med ljudmi? Tiste velike krivice v svetu in družbi in tudi tiste krivice v oskih krogih ljudi, tudi v družinah. O skrivnostni zla nam zelo jasno spregovori Božje razodetje. Beseda Svetega pisma že čisto na začetku. Iz nevošljivosti do sreče človeka v odnosu do Boga je hudi duh usijal dvom in nezaupanje. Po navdihu hudega duha se je človek prv Bogu in povzročil nepopravljivo škodo. S tem dejstvom hudega duha in njegovim vplivom moramo resno računati, kot nam o tem govorijo mnogi cerkveni učitelji. Ob tem nam pričajo tudi mnoga grozodejstva v zgodovini človeštva, saj se jih človek sam skoraj ne bi mogel izmisliti. O tem človekovem padcu pa nam Gospod Bog prihaja naproti. Že tako je obljubил zmago nad zlom, potem pa je v zgodovini človeštva posebej oblikoval izvoljeni narod, da bi preko njega svojo ljubeznjo prišel kot odrešenik do vseh ljudi. Bog je izvoljenemu ljudstvu podaril 10 zapovedi, da bi jih razširil po vsem človeštvu. Dobro jih poznamo iz katekizma in smo jih danes slišali v Evangeliu. Zapovedi, ki so v 2 delih na 2 Mojzesovih tablah, na prvi pogled zvenijo zelo strogo. Vidimo pa, da so te besede izraz ljubezni Boga in njegove skrbi za človeka. Te zapovedi so pogoj, da bi človek lahko srečno živel pred Bogom, z drugimi ljudmi in samim seboj. Morda so nam danes v spominu še posebej pomembne zapovedi: ne ubijaj, ne kradi, ne laži oziroma ne pričakovira. Vemo pa, da je še veliko bolj pomembna prva zapoved: veruj v enega Boga. To, kar smo slišali, ko pravi Bog: jaz sem Gospod, tvoj Bog. Ne imej drugih bogov poleg mene. In vsi vemo, če prva zapoved zdrži, je priznana in spoštovana, potem bodo imeli tudi druge zapovedi svoj temelj. Če pa je prva zanikana in prezrta, ta, ki govori veruj v enega Boga, potem vse drugo pade. Potem se lahko dogajajo zločini totalitarizmov in tudi v današnjem času vse tisto, kar uničuje človekovo življenje in stvarstvo. Prav zanimiva misel se mi osebno prihaja ob pogledu na novi spomenik vsem žrtvam vojn in revolucije na Krekovem trgu v Ljubljani, na Kongresnem trgu v Ljubljani. Seveda si lahko vsak po svoje razlaga pomembnost in pomen tega spomenika. Ko sam pogledam tiste 2 veliki betonski plošči, me spominjata na 2 Mojzesovi tabli. Na eni so bile zapisane Božje zapovedi v
odnosu do Boga, na drugi pa zapovedi v odnosu do človeka. Čeprav na teh dveh ploščah ni nič zapisano, pa vas vabim, da si v mislih nanje napišete 10 Božjih zapovedi. Mislim, da je potrebno ponovno vnašati v zavest ljudi, v razmišljanje in miselnost, našo temeljno povezanost z Bogom in njegovo stvariteljsko besedo. V današnjem evangeliju, bratje in sestre, pa gremo še korak naprej. Jezus je v govoru na gori dopolnil to postavo z bratri. V teh besedah ne začutimo zapovedi, pač pa ljubeče povabilo in hkrati tesno povezano z vsakega človeka, ki se odpre za življenje v blagih. Besede blagov nam kot balzam leže na dušo in nas tolaži. Poleg tega so pa te besede tudi zelo zahtevne. Vendar se vse skupaj z nami postavi pred očeta prav v Jezusu Kristusu, ki je sam živel blagre in nas tako uči, kako naj jih sprejmemo in jih z njih živimo tudi mi. Izpolnitev teh blagov srčno želimo vsem žrtvam totalitarnih režimov. Zdi se, kot da bi jih Jezus povedal prav za njih. Blagor Bogem v duhu, njih je nebeško kraljestvo. Blagor žalostni, potolaženi bodo. Blagor krotki, deželo bodo podedovali. Blagor lačni željni pravice, nasičeni bodo. Blagor usmiljeni, zakaj usmiljeni bodo slepli. Blagor tistim, ki delajo za mir, imenovali se bodo Božji sinovi. Blagor preganjenim zaradi pravičnosti, njih je nebeško kraljestvo. In še naprej, blagor vam. Bratje in sestre, naj bo to naša molitev in odgovor v veri na mnoge stiske in krivice, ki so se zgodile in se še bodo verjetno zgodile. Gospod blaguje tiste, ki delajo za mir, ki bodo postali zaradi tega Božji sinovi in hčere. Naj nam podarja vedno modrost in moč, da bi delali za mir, da bi iskali resnico, ki bo nas in naš narod osvobodila. To ne pomeni, da bi pozabili na žrtve in zločine spregledali, da bi pozabili na zlo, ki se vedno dogaja v svetu. Zla in zločinov se zavedamo, jih obsojamo in hkrati čutimo težo vsega hudega. To nas oči spodbuja, da je to zlo treba z Božjo pomočjo premagovati. Zato se želimo truditi tudi z današnjim spominom in svetomašom, da bi premagovali sovraštvo, da bi premagovali zlobe in prepreke, ki jih ločujejo. Potrudimo se, da bi med ljudmi vladali ljubezen in spoštovanje. Za zaključek uporabimo, bratje in sestre, besede svetega Pavla iz današnjega berila, ki nas spodbuja. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubezljivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih in Bog miru bo z vami. Amen. Spoštovani poslanci Državnega zbora in evropski poslanci, visoki gostje iz cerkvenega in vojaškega življenja, veleposlaniki, gospe in gospodje, dragi prijatelji in vsi, ki ste se udeležili današnje svete maše ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Iskrena zahvala pomožnemu škofu, monsinjorju dr. Francu Šuštarju in somaševalcem za opravljeno svetodaritev. Med mašo so s branjem sodelovali sodelavci vojaškega vikariata
petjem pa vokalna skupina Koral iz Sodražice pod vodstvom zborovodja Braneta Koširja, na orglah je spremljal Gregor Klančič. Vokalna skupina bo z nami tudi v nadaljevanju programa. Kratki akademiji bo sledil slavnostni nagovor dr. Braneta Senegačnika. Prosim, če programa ne prekinjate s ploskami. Vabljeni k poslušanju. France Balantič, Venec. Studencev močnih, čistih sem željan. Rad bi napil se iz sončnega korita in rad bi, da bi luč bila razlita čez vso kot ajdov hleb črnoravan. Povsod pridelek moje posejan, kjer vrodim z roko po valovi žita, onaj nikoli se ne prebudita, spet žgoči greh in smrtno glasni dan. Ah, da, moj Bog, rad vse trpim menjave, živim nereven ali pa brez truda, samo naj dobri bom kot tvoja gruda. Naj pestujem kot deklice glavo, tvoj mir in kot samotno naj drevo, potapljam dobre zemlje se vonjave. Potapljam dobre zemlje se vonjave, šumeči plamen svežega lesa, voščeno smolo borov iz gora, v kadila plinovega zoblja plave. Prašimi cvetje strgane rokave, ko Boža rušo rokami trka in ptice zlatih roščic spod neba, počasi polnijo in dni sanjave. Ponudil Bogu bom od vseh plodov, ki jih hranim še za dolgih noči. Nasiti drugega naj daram njegov. V zahvalu, radostno za vse dani, postavil srcu žrtvenik sem nov in spet sem vitki vrč za Božjo kri.
mimo Jasenovcev in Srebrenic, mimo Auschwitzov, mimo Fojb in Golih otokov in podobnih človeških samozlej na svetu. In človek moli kot Gospodu Gecemaniju, naj gre ta kelih mimo mene, a ne moja, tvoja volja naj se zgodi. In človek na tej poti vendar v veri more s pesnikom darovati. Ponudil Bogu bom od vseh plodov, ki hranim še za dolgih noči. Nasiti drugega naj dar njemu. Človeški spomin kriči kot rešujoči veliki pomiritvi, kriči po smislu in se sprašuje, zakaj, čemu vse to trpljenje, vsa ta groza mučenih, pobitih in nepokopanih. In spet mu pot pokaže pesnik. Gospod, podaril si na odpuščanje, čez krotko usta vino si razlil, da bi ljubezni tvoje se napil, da bi pozabil vse poti nekdanje. Ostali so nam sestre in bratje, mame in očetje, sinovi in hčere in objokovali izgube svojih dragih, žalovali in sevali, delali in molili in zoreli kot zlato žitno polje in s pesnikom izrekali. So bratje bolečine zakopali, z vetrovi grenki zvoki so zbežali. Zdaj pa človeku na koncu kljub vsemu ostane le vera, upanje in ljubezen. Največja pa je ljubezen in pesnikov navdih. Bogat sem, kakor tihi glas piščali, v srce cedi sedivih panjev strah. Nič več razpadanja se ne bojim, čeprav mi všeč je to čakanje bežno, počutim, da v globinah že zorim. Gospod, podaril si mi odpuščanje, čez krotka usta vino si razlil, da bi ljubezni tvoje se napil, da bi pozabil vse poti nekdanje. Kot svet razgrbil preke se molčanje, moj strah po tvojim plaščem minil, tu spal bi rad in naj dežja nalil, naj sončnih žarkov Boža me igranje. So bratje bolečine zakopali, z vetrovi grenki zvuki so zbežali in z moje glave cestni prah izginja. In moja pesem plamen se spreminja, lupina sam vse bolje sinja, bogat sem, kakor tihi glas piščali. Bogat sem, kakor tihi glas piščali, v srce cedi sedivih panjev strah. Moj zlati dan široko je odprt, na gmajni so pastili zaplesali. Otroški vriski so želje mi dali, da žametno prstjo bi bil zastrt, da kmalu bi poljubil zrel smrt, da bi v rokah cvetovi mi razpali. Nič več razpadanja se ne bojim, čeprav mi všeč je to čakanje vežno, počutim, da v globinah že zorim. In da okrasim ti brezveste splave, ki pluli bodo čez vodo brezbrežno, trohnečne vence sem si strgal z glave.
področje njegovega znanstvenega raziskovanja je grška dramatika, še posebej tragedija. Študijsko se je izpopolnjeval na Inštitutu za klasično filologijo v Salzburgu. Udeležuje se različnih mednarodnih in domačih znanstvenih srečanj in strokovnih posvetov. Je avtor več prevodov iz grške, rimske in renesančne književnosti. Za prevod Senekovega Oidipa je leta 2012 prejel Sovretovo nagrado. Doslej je objavil 6 pesniških zbirk. Dejaven je tudi kot esejist in publicist. Bil je zadnji glavni urednik Nove revije. Kot tenkočutni poslušalec se angažirano odziva na družbena dogajanja v slovenskem prostoru. Rezilo njegovih besed ni prizanesljivo. Z njimi obračuna in preseka neresnico, a hkrati išče, modri, nagovarja in opogumlja. Dr. Brane Senegačnik, Pamet besed. Spoštovane gospe in gospodje, tudi to je treba povedati. Ob spominskih slovesnostih se navadno govorijo slovesne besede, lepe, pozitivne besede, ki merijo na strinjanje in hočejo pomirjati, ne pa vznemirjati. To je razumljivo, še posebej na prireditvah, ki so namenjene preseganju družbenih razdorov, spravi, sožitju in nenasilni ustvarjalni integraciji družbe. Vendar takšna pot žal ne vodi vedno v zaželene cilje. Včasih je preprosto treba povedati tisto, kar mislimo, da je resnično in urgentno, pa ne zato, da bi uveljavljali svoj prav na sposobno okolje, ampak zato, da bi imela resnica sploh še kakšno težo v družbi, zato, da bi se navsezadnje sploh še lahko pogovarjali in razumeli. Mislim, da je sedaj tak trenutek, zato želim povedati dve stvari. Ena zadeva, da so naše specifične slovenske razmere, druga pa splošno razmerje med totalitarizmom in demokracijo in utemeljenost slednje na človekovih pravicah. Kar imam v mislih, ni nič posebnega, nič novega, nič takega, na kar niste že sami pomislili. A ob tem mi prihajajo v spomin besede nemškega filozofa Josefa Pieperja. Navaja. Deklamiranje o slovesni priložnosti ne pove veliko, a temeljne resnice moramo, zato da ne izgubijo svoje pravovitnosti, vedno na novo premišljevati. Saj je prav to smisel meditacije in kontemplacije, da resnica postane navzoča sredi človeške družbe in ne neha posegati v dejavno življenje. Ne mara se ljudje, če jih posledica kakšne napačne predpostavke nenadoma neposredno ogrozi. Z veliko grozo zavejo, da zato, ker prešujejo pregolo življenje, že zdavnaj pozabljene resnice ni več mogoče znova obuditi k pravemu življenju. Navsezadnje si ni povsem nemogoče predstavljati, da si nekega dne ne bodo le raki zatiskali oči pred tem, da so stvari, ki človeku nepodtujljivo pripadajo, marveč da neke žrtve ne bodo več znale povedati, v čem se jim dejansko godi krivica. Konec navedka. 23. avgust je Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma, spomina na žrtve vseh totalitarnih, avtoritarnih in nedemokratičnih režimov. Slovenija je tako rekoč model države, v kateri je tak dan potreben, celo usodno potreben. Deklaracija o evropski zavesti in totalitarizmu namreč osvetljuje ključne točke njene sodobne zgodovine. Njeno napadanost in trpljenje pod tremi oblikami totalitarizma
in mirnodobnih razmer. Vendar vemo, kakšen je bil politični oziroma oblastni odziv na to deklaracijo. Dan tako temeljnega spomina spremlja tudi danes nekakšno, da tako rečem, uradno nelagodje. Kakor da bi bil nekaj odvečnega, če več, nekaj nepravega, nekaj, kar ni v skladu z usmeritvijo in razpoloženjem sodobne slovenske družbe. To sicer ni povedano neposredno v političnem jeziku, pač pa v različnih jezikih kulture, predvsem popularne, in v koaliciji vsakdanjega življenja. Ti jeziki v svojih najnižjih intelektualnih in moralnih regah začeli celo oblikovati današnji memorial, ta razumevajoči spomin na vse človeško trpljenje, češ da je krinka in spodbuda novega ekstremizma in celo fašizma. Če k temu prištejemo še vse bolj intenzivno navzočnost komunističnih totalitarnih simbolov, insignij in zgodovinskih osebnosti v vseh mogočih oblikah, postane slika še bolj kalna ali pa še bolj jasna, kakor pač pogledamo. Takšno je dejansko stanje. Neposredno poveličevanje ali prijazna ironija, zastave in herojske komunistične zgodbe ali pa povesti o dobrodušnih, morda je včasih malo robatih tovariših, ki so znali narediti red, kot je treba, spomeniti samodržcu ali majice in likerske steklenice, s katerih nas gleda njegova podoba. Odkot prihaja vse to? Dobro plačana propaganda, zaščita nedemokratičnih privilegijev, sentimentalnost, popolna družbena nekritičnost. Morda je v igri vse to, a kaj se s tem izraža? Nič? Ali je tole čudna šala? Ali pa mogoče zvestoba našemu pravemu izročilu in teme? A kaj je tedaj to izročilo in ta tema? Seveda ne bo nihče nikoli rekel, da je to totalitarna ideologija, saj si noben totalitarizem nikoli ni nadeval oznak za negativnimi konotacijami. Pač pa smo in bomo vedno večkrat slišali, da se v tem znamenjem spontano zateka ljudska volja do svobode. Takšne izjave so, je to sploh treba izreči, globoko protislovne, so znamenje skoraj strašljive zmede. Seveda so bili in so razni totalitarni, avtoritarni in nedemokratični sistemi med seboj različni in prav je, da zgodovinopisje, poslovje in humanistika odkrivajo, opisujejo in razlagajo te razlike. To je tako rekoč trivialno dejstvo. A prav tako trivialno dejstvo je, da so vsi tovrstni režimi bili in so nasprotni veljavnim pravnim normam in vrednotam sodobne evropske demokracije. In to v istih glavnih točkah. Posebej skrb vzbujajoče je, če strokovne institucije in drugi instrumenti raziskovanja in racionalnega urejanja družbe svojo avtoriteto raziskovanja in razumevanja ne spodbujajo, temveč ga celo zaustavljajo, če ustvarjajo prepovedana območja mišljenja, če izbrisujejo realni zgodovinski kontekst in v odebeljenih, povečanih črkah ponatiskujejo ideološko. Skratka, če na vse načine zakrivajo očitno totalitarni značaj nekega polpreteklega režima. Resnično zgodovino je torej treba spoznavati zlasti zato, ker je resničnost vedno zgodovinska. Sicer ne bomo mogli zares razumeti tega, kar se nam dogaja tu in zdaj. In druga stvar. V resoluciji
resolucija Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu je seveda politično besedilo, v čisto formalnem smislu, pa tudi v tistem plemenitem pomenu, ki v današnjem običajnem jeziku iz teh ali onih razlogov skoraj da ni več zaznano, namreč da je politika v svojem bistvu nekaj plemenitega. Besedilo je, sicer sem tja repetitivno, mestoma nedoločno, morda kdaj tudi ne cela dosledno. Tudi v tem ocena njegov politični značaj in značaj za prebere evropske politične zgodovine. Kljub temu je po vsebini in politični teži edinstvo. To, o čemer govorim, je za evropsko prihodnost ključnega pomena. V 9. točki poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo za krepitev pouka evropske zgodovine, ter poudarijo zgodovinski dosežek evropskega združevanja in ostro nasprotje med tragično preteklostjo ter miroljubnim in demokratičnim družbenim redom današnje Evropske unije. V 2. točki pa poudarja, da miroljubna in uspešna Evropa temelji med drugim na vrednotah človekovega dostojanstva in spoštovanju človekovih pravic. Miroljubni demokratični red in človekove pravice so otipljive in vsaj načeloma vsakdo prepoznavne dobrine sodobne evropske politične realnosti. Nedvomno je to oboje, ta demokratični red in človekove pravice, nastalo zgodovinsko, vendar ni zgodovina sama tista, kar temu podeljuje posebno vrednost in značaj vrednote. Če namreč vrednote razumemo izključno kot proizvod zgodovinskih procesov, kot golo zgodovinsko dejstvo, lahko v vsakem trenutku ti isti procesi proizvedejo nekaj drugega, kar se bo lahko s takimi ali drugačnimi sredstvi uveljavilo namesto njih. Tudi v tem pogledu je najbolj poučna zgodovina sama. Podobno velja tudi za enega sicer najbolj čudovitih proizvodov Zahoda, za znanost, ki ima v sodobni kulturi še posebej veliko vlogo. Podobno kot zgodovina s svojimi boji in tekmovalnostjo, tudi znanost ne ponuja trdne podlage za edinstveno vrednost vsakega individualnega človeka in za univerzalnost njegovega dostojanstva in pravice. Gotovo nam niso neznane težave, ki jih ima naš čas z določitvijo meja človeškega življenja. Kdaj se to začne, kdaj se konča ali naj se konča. To je širše vprašanje, kot se običajno misli. Namesto pojma dostojanstva se vse bolj uveljavlja pojem kvalitete življenja. Zdi se, da je ta postala pomembnejša. A kdo je tisti, ki lahko odloča o njej? In predvsem na kakšni podlagi? Zares trdna podlaga človekovih pravic bi lahko bila samo osebna človekova narava, vendar ne kot izključno biološki naravoslovni pojem. Človeku pripadajo osebne pravice lahko samo zaradi njegove narave. O človekovi naravi pa je v sodobni kulturi še teže govoriti kot o dostojanstvu. Misel Žana Pola Sartra, da človeške narave ni, je postala danes lahko samoumevna družboslovna predpostavka. Vendar ne glede na namen avtorja in tistih, ki jo nekritično uporabljajo, lahko ta predpostavka rabi tudi za izhodišče vsakršne totalitarne prakse moči in tega, da se s človekom počne, kar se komu zljubi, če spet navedem Jozefa Pikarja. Samo univerzalna človeška narava, katere vrednost presega sleherno človeško razpravljanje, lahko zagotovi vsakemu človeku nepodmiljive pravice. Tradicionalna kultura je za takšno človeško naravo priznavala božansko poroštvo,
predstavljala, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Sodobna kultura pa stoji tu pred veliko, a neodložljivo težavo. Zdi se mi, da je mogoče rešitev iskati le, če zaobrnemo naš običajni pogled. Če sveta ne dojemamo več kot prostora, v katerem uresničujemo svojo zgodbo in ki ga lahko zato prilagajamo svojim predstavam in zahtevam, temveč v njem spoštovanjem zremo veliko resničnost, ki pripadamo skupaj z vsemi drugimi ljudmi in v kateri skupaj z njimi odkrivamo drugega in sami sebe. Totalitarizem obeta vse, a ne v dobro vse, temveč zgolj svojih pripadnikov. Prisvojiti si hoče svet v celoti in ga zato prikraja svojim merom. Od takšnega sploščenega sveta na koncu vedno ostanejo le ruševine, bolečina in nesmisel. Demokracija ima, ali vsaj naj bi imela, v mislih vse ljudi, ne le naše in moje. Zanimajo resničnost, ki nas vse presega. To, da ne morem imeti vsega, ne sme postati izvor frustracij, kot se v resnici pogosto dogaja. To moram preprosto sprejeti kot resničnost in se razumno samo omejevati. S takšno samoomejitvijo v okviru svojih zmožnosti pomagam ohranjati svet in dejansko večati skupno blaginjo, kot vedno znova dokazuje zgodovina. Na takšnem vzorju drugi ljudje niso več moj pekel, če še enkrat navedem sad, temveč tisti, brez katerih bi ne mogel biti kar sem. Človek, edinstven in neponovljen. V imenu Študijskega centra za narodno spravo in v imenu vojaškega sekretariata Slovenske vojske se iskreno zahvaljujem vsem sodelujočim in vsem obiskovalcem